teh srečanjih z nami tudi postulator, gospod Franci Petrovič, ki je danes zadržan, pač pa je poslal poročilo, ki ga bo sedaj najprej prebral gospod dekan. Spoštovani gospod Namško, duhovniki Gornički Sodraški Župljani in vsi dragi romarji. Na 188. rojstni dan Božje služabnice Marije Magdalene Gornik smo spet zbrani tu pri Mariji Snežni na gori, kjer je še isti dan pri tem krstnem kamnu postala Božji otrok. Danes je nad krstnim kamnom ob njeni sliki tudi spominska plošča, ki o tem pripoveduje obiskovalcem tega svetišča. Tukaj in na domu v Janežih se je Magdalena zelo rada zadrževala in imela številna zamaknjanja in videnja. Zakaj je šlo in kaj se je dogajalo? Poglejmo pričevanje ribniškega dekana Ignacija Olcapla, ki piše škofu Wolfu 7. marca leta 1850. Magdalena Gornik je 15-letna deklica, hči revnih kmečkih staršev, ki se ukvarjajo izključno s poljedelstvom in ki veljajo v kraju za poštene kristjane. Že od svojih najnežnejših let je kazal ta otrok prijazno in tiho skromnost in je pri krščanskem nauku, kot pripravi na prvo svetospoved in prvo sveto obhajilo, izpričal opazno znanje verskih resnic. Njena zamaknjenja, ki imajo vse značilnosti svetih zamaknjenj, so se začela avgusta 1848, ko je bolehna ležala na hišnem vrtu in ko je prikazanike lepe gospe najprej prestrašila, potem pa svojim nagovorom zelo razveselila. Od takrat naprej so postala prikazovanja raznih svetnikov po njeni pripovedi vedno bolj pogosta. Ohromela je na nogah, čeprav je sicer telesno zdrava. Od septembra 1848 deklica po svečanem zagotovilu staršev in njenem lastnem priznanju ne uživa nobenih zemeljskih jedi več in ne prenese niti njihovega vonja. Od takrat ima deklica zamaknjena vsak dan po zimi in poleti, v času, ko se začenja mračiti. Njihova vsebina so slikovite predstave iz Jezusovega trpljenja, na primer strah na Olski gori, bičanje, kronanje, križanje ali smrtni boj na križu. Pri tem začenjajo njene stigme, ki jih vidno nosi, krvaveti. To se dogaja posebno v petkih, ko se zamakne okrog 12. ure. Njena zamaknjenja spremljajo čudežna dogajanja, ko iz nevidne roke od zgoraj spreme včasih sveto obhajilo, včasih neko jed, včasih mali kelih s pijačo, včasih venček. Ti predmeti potem, ko jih pokaže prisotnim, spet na podoben način izginejo. Kdor vse to nepristransko gleda in opazuje, ima občutek, da tu ni možna nobena prevara, zvijača ali magnetizem, kar so morali priznati tudi zdravniki. Tu gre za nekaj izrednega, nekaj čudežnega. Magdalenin lik je letos v cerkvi na Slovenskem posebej zaživel v mesecu maju, ko smo prebirali po nekaterih naših cerkvah šmarnice gospoda Leša Pečavarja, župnika iz Dolenje vasi. Tudi sicer je letošnji obisk gore in groba Božje služabnice pokazal, da je sloves njene svetosti vse večji. Dosegel je tudi v daljne dežele. Prav minuli teden je na primer prišlo pismo iz Filipinov, kjer prosijo za literaturo o njej. Naša srečanja tukaj pa imajo namen, da se tudi mi redno in radi priporočamo pri prošnji te svete žene in da druge spodbujamo k temu. Kot je zabeleženo v knjigi Mašnikov v zakristiji, je bilo v letošnjem letu od začetka januarja do srede julija tu na romanju 26 večjih skupin avtobusov. Od tega jih je 23 obhajalo tudi sveto mašo, 5 pa samo bogoslužje Božje besede ali križev pot. Koliko je posamečnih romarjev, ki pridete sem z avtom in se ustavite na grobu, pa ve samo Bog. Naj omenim poseben dogodek. V letošnjem februarju je bilo na Facebook strani priporočeno,
naj romarji zaradi slabega vremena ali snega ne hodijo na goro, ker je bila pot do cerkve in pokopališča zametena. Vseeno je bila naslednji dan objavljena slika groba in svečke s podobo Strunjanske Marije. Ko sem pozneje poizvedoval, kako je prišlo do tega, sem izvedel od Petka z naše obale, da je prišel sem z gorečo prošnjo za svojo 4-letno vnukinjo, ki so odkrili tumor na možganih. Zdravniki so se odločali za kemoterapijo, a domači so imeli težke zadržke. Zato je ne le takrat v najhujšem vremenu, ampak še 2-krat pozneje poromal in prosil pri Magdaleni za pomoč. Kot mi je povedal, je pred poldrugim mesecem izvid pokazal, da je tumor izginil. Sam to pripisuje Božji služabnici Magdaleni Gornik. Seveda bomo stanje spremljali še naprej. Konec prejšnjega tedna sem dobil pismo mamice, ki se zahvaljuje za molitve za njeno hčerko, za katero smo v nekaterih zakonskih skupinah opravljali molitve in 9-dnevnico spomladi. Takole piše: Pozdravljeni srčni ljudje, ker veliko mislite na nas, na našo Enjo, ter za njo molite, je prav, da vam povem, kako smo. Dobro smo. Enja ostaja zadovoljna, iskriva punca, ki se pogumno bori. Zdravljenje poteka dobro, zaključili sva s prvim delom 9 blokov kemoterapije, ki jih Enja dobro prenaša. Magnetno slikanje medenice je pokazalo, da se je tumor še zmanjšal. 5 CT slikanj z radioaktivnim kontrastom pa je pokazalo, da se rak ni širil nikamor drugam, ter da tudi tumor miruje in ne divja več, kot je ob prvem slikanju. Trenutno čakava na datum pričetka protonskega obsevanja, ki ga bova imeli v Trentu v Italiji. Tako da se vam iskreno zahvaljujem za vsako misel, namenjeno Enji. Še posebna hvala pa seveda vsem, ki neutrudno molite za ozdravljenje naše punčke. Prav danes se je zaključila tudi 9-dnevnica na Facebook strani za 4-letnega dečka Nika. Torej, verni se priporočamo in upamo, da bo Božja služabnica Magdalena storila pri Bogu svoje, kakor je obljubila. Hvala gospodu nadškofu za današnje spodbude in sveto mašo. Hvala gospodu Bizjaku in gospodu Dolgogolcu ter vsem vam, ki prihajate sem in podpirate naše delo. Škofijski postopek je v teku, člani zgodovinske komisije in sodnega zbora so poromali v juniju na goro in obiskali vse kraje povezane z njo. Prosim vas za molitev, da bo postopek temeljito in dobro tekel in da bodo člani kljub vsem rednim zaposlitvam zmogli delo. Vabim vas v nedeljo 17. septembra popoldne ob 16. uri v Sodražico, kjer bomo prvič v teh krajih z našimi škofi in duhovniki obhali nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. Tudi sam se ob koncu te svetomaše, tega romarskega srečanja, lepo zahvalim najprej gospodu nadškofu, da je prišel med nas za vse spodbudne besede, za spomin, da bi resnično tudi v nas bila ljubezen do Jezusa, kot v Magdaleni vedno večja. Hvala tudi vsem duhovnikom, gospodu dekanu, gospodu dobrovoljcu, ki je tukaj gotovo vsaj enkrat, 2-krat na teden, Bloškemu župniku, kjer je tudi Magdalena, župništvu, kjer živela 26 let. Pa vsem vam, romarjem, ki ste prišli to lepo popoldne, čeprav je bila napoved drugačna in se najbrž še marsikdo ustrašil, ki je morda mislil priti in vendar. Tudi to je morda prošnja Magdalene Gornik, da nam je izprosila lepo popoldne, nepremogoče in lepo srečanje. Naj nam daje to spodbudo, da se bomo radi priporočali še naprej. Kot je bilo že rečeno, v septembru bomo obhajali v župnijski cerkvi v Sodražici velik dogodek, kjer bo osrednja oseba Magdalena Gornik. Od letos pa tudi vsako leto, vsak mesec
na datum smrti, to je 23. v mesecu, obhajamo romarski shod. Tudi ta mesec bo, čeprav božji čez nekaj dni, nedeljo spet tukaj romarsko srečanje kot danes. Torej, molitvena ura in opet teh sveta maša lepo povabljeni. Sedaj pa bomo še deležni Božjega blagoslova. Bomo prosili Boga, da blagoslovi našo vreme in ga večkrat umiri, tudi na Magdalenino preplošno. Je znala živeti zelo konkretno v svetu, v vsakdanu, tako kakor živimo mi. Naj bo ta blagoslov tudi namenjen prošnji, da naša življenja obrodijo, da v vseh viharjih in točah in pozebah in sušah obrodijo. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče naj vas blagoslovi in podari lepo vreme, odvrne naj od vas neurje, točo in vsako nesrečo. Blagoslovi naj polja, vrtove, travnike, gozdove, vinograde in sadovnjake, ter vam podari obilne sadove zemlje. Amen. Spremlja naj vaše delo, da se boste hvaležno veselili sadov Božje dobrote in svojega truda. Amen. To naj vam in vsem vašim podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.